Spoštovani, Slovenska vojska je članica Mednarodnega sveta za vojaški šport CIZEN že od leta 1992. V skladu s statutom in tudi pravilnikom tega sveta se lahko brezplačno udeležuje različnih svetovnih in drugih tekmovanj. Seveda na drugi strani ima tudi določeno dolžnost, da v okviru svojih možnosti oziroma zmožnosti tudi sama organizira tovrstna tekmovanja. Letošnje leto je še posebna priložnost, ko obeležujemo 20. obletnico, odkar je Slovenska vojska postala članica tega sveta CIZEN, da s tem tekmovanjem tudi obeležimo to pomembno obletnico. Samo svetovno vojaško prvenstvo v smučanju bo organizirano od 20. do 23. marca in to v nordijskih disciplinah, ki bodo izvedene na Pokljuki in vključujejo biatlon, smučarski tek in patruljni tek, ter alpska disciplina, ki bo izvedena v Kranjski Gori na FIS progi. Do sedaj se je na to 52. svetovno vojaško prvenstvo prijavilo 27 držav. Več o teh podrobnostih bo tudi podal potem informacijo podpolkovnik Jurij Velepec. Organizacijske priprave na to svetovno vojaško prvenstvo so se pričele že v lanskem letu, kajti to gre za izredno zahteven projekt, nenazadnje gre za logistične aktivnosti in na drugi strani samo tekmovanje je tudi izredno zahtevno, saj mora biti izvedeno po FIS kriterijih, kar pomeni, da je tudi na tekmovalnem delu potrebno izvesti vrsto pripravljalnih aktivnosti. V lanskem letu je bil seveda ta del izredno pomemben, saj je v mesecu septembru bil izveden tudi obisk strani športnega komiteja sveta CIZEN, ki se je ogledal naše pogoje in podal tudi izredno pozitivno mnenje na samo našo kandidaturo in nekako tudi ocenil, da imamo izredno dobre pogoje, tako na Pokljuki kot v Kranjski Gori, da izvedemo to 52. svetovno vojaško prvenstvo v smučanju. Poleg samih organizacijskih priprav, v katerega je vključen 14-članski organizacijski odbor, se postopoma seveda vključujejo tudi širši sestav iz posameznih enot in poveljstev in Slovenske vojske. Poleg tega je bil tudi imenovan častni organizacijski odbor, ki nekako tudi predstavlja pomen samega 52. svetovnega vojaškega prvenstva v smučanju. Samo prvenstvo se organizira v sodelovanju dveh pomembnih športnih organizacij. To je biatlon, Zveza za biatlon, športno društvo Pokljuka v okviru Smučarske zveze Republike Slovenije in na drugi strani za Alpskim smučarskim centrom Kranjska Gora. Sama organizacija vključuje seveda vrsto aktivnosti, saj, kot je kolega brigadir tudi povedal, se moramo obnašati maksimalno racionalno, zato je predviden znesek za izvedbo samega svetovnega vojaškega prvenstva v višini 55.000 evrov. Večina vseh nalog in aktivnosti bo izvedeno v lastni režiji, skratka v okviru zmogljivosti, tako logističnih, saj bodo športne ekipe nastanjene v vojašnici Bohinjska Bela, vojašnici Pokljuka in seveda koristili tudi objekt Ministrstva za obrambo, Center za obrambno usposabljanje v Poljčah. Sama aktivnost bo razdeljena, bo potekala predvsem od 19. do 23. V 19. marca se pričakuje prihod ekip, 20. je otvoritev in uradni trening, v naslednjih dveh dneh 21. in 22. potekajo tudi tekmovanja, deloma tudi 23. ko se 23. zvečer tudi uradno zaključijo 52. svetovne vojaške igre v smučanju. Mogoče bi tukaj še podal, da tudi sodelovanje z civilnim okoljem oziroma civilnimi javnostmi je izredno pomembno. Tako da smo že navezali tudi stike predvsem za občino Bled in seveda tudi za občino Kranjska Gora, kajti v okviru samega prvenstva je to tudi izredna priložnost, da se na Slovenska vojska in seveda tudi Republika Slovenija promovira izven, kajti prihod 27 držav pomeni velik obisk, ki nenazadnje lahko tudi naše organizacijske sposobnosti, ki jih znamo izvajati na racionalen način in nenazadnje tudi lepote Slovenije prinesejo izven naše domovine.
Samo informiranje o poteku 52. svetovnega vojaškega prvenstva v smučanju je možno seveda tudi pridobiti preko spletne strani Slovenske vojske, tako da ta spletna stran se bo tudi postopoma dopolnjevala in bo ves čas vsem, ki bodo zainteresirani za obisk, omogočala informacije, vse karkoli se bo dogajalo v teh dneh. Hvala. Hvala lepa, brigadir.